Okay, lepo pozdravljeni na tretjem predavanju Inštituta za delavske študije. Letos ga, kot najbolj veste, posvečamo centralnemu planiranju in z vsemi temi temami, oziroma s to temo povezanimi drugimi temami. Gal Krizmanič nam danes predava, je bivši urednik aktualno-politične redakcije Radio Študent, trenutni odgovorni urednik Radio Študent, predvsem pa avtor oddaje Ponudba in prevpraševanje, kjer se loteva aktualnih in širših ekonomskih tem, in danes nam bo predstavil nekatere centralno-planske principe, ki so jih uspešno ali manj uspešno implementirale torej kapitalistične države. Seveda je potem na voljo tudi za vprašanja, tudi naprej pa dajem besedo. Ja, hvala, Lovrenc. Jaz sem drugače po izobrazbi zgodovinar oziroma filozof. Nisem se tako profesionalno ukvarjal s temi predavanji, ampak mi je tako, ker me Lovrenc prosil, da imam to predavanje, mi je tako bilo ena taka fina spodbuda za eno stvar, ki sem jo hotel že na katero sem naletel tako v kakšnih zgodovinskih knjigah, pa sem pol se vedno malo želel, da bi jo malo bolj naštudiral. In sicer se to veže na kako se je planirala obnova, gospodarski razvoj v Evropi po drugi svetovni vojni v tako imenovani zahodni Evropi. Ena parkrat bom uporabil termin zahodna Evropa, tukaj, kjer je mišljen to, kar je bilo mišljeno med hladno vojno, se pravi vse, kar ni del socialističnega sveta. Da naredim malo tako predstavim, kaj sem se zamislil. Da prvo zelo na kratko malo predstavim ta zgodovinski trenutek, v katerem se to planiranje dogaja, in povem tudi, da to planiranje je precej drugačno od tega, kar se predstavljamo tipično pod terminom planiranje oziroma centralno planiranje. In potem sem v veliki meri pogledal primer Francije. Francija zaradi tega, ker je tako najbolj čist, recimo temu, najbolj planska od evropskih držav je bila Francija. Potem znotraj Francije malo bolj konkretno, bom pa tako malo bolj probal tako prosto oziroma polemično povedati, kako je to izgledalo na področju energetike, ker je po mojem najboljši primer tega, no, taka veliki, tako imenovani grand veliki projekti, ki jih je Francija se takrat lotevala, so bili na več področjih, največji so bili na področju letalske industrije in pa v energetiki oziroma na področju jedrske tehnologije. Pa je jedrska tehnologija veliko bolj obvladljiva kot ta letala, ker to je tako zelo razdrobljeno, tukaj je pa tako bilo res neka tehnologija, ki je bila tako skrbno varovana in čaščena, da je bila tako mogoče najbolj na ta za nas zanimiv primer planirana, pa tudi zaradi tega, ker je to nam ponuja ena dobro primerjavo, ki bom probal na koncu narediti neko opazko, kako v bistvu se ta vprašanja v energetiki gledajo danes. Zdaj, en tak kratka zgodovinska slika. Začel bom to zgodbo po vojni v Evropi, ko se konča druga svetovna vojna. In to je en tak silno izjemen zgodovinski trenutek, res trenutek ekstremov, kako je Evropa takrat izgledala. Ne bom šel zdaj neko dolgo razlago tega, ampak jasno bila je izredno porušena, pa bomo nekaj podatkov mogoče omenil, ki tako malo kažejo na to, iz kakšne nizke stopnje je Evropa startala.
pa če se mogoče malo na to gospodarstvo osredotočimo, ker nas bo tukaj bolj zanimalo, recimo produktivnost delavcev v Franciji je bila tako recimo reda velikosti 5-krat manjša kot v Ameriki leta 1945. Se pravi, Amerika je bila takrat v primerjavi z Evropo neznansko bogata. Bila je pač itak tako velika kot Evropa, predstavljate pa pač recimo 5-krat bogatejša na posameznega prebivalca. Tako pač, to je danes razlika, ko bi rekel, med Nemčijo in, ne vem, verjetno Srbijo, kaj takega, no. Bila je pa pač to tudi trenutek, ko ene izredne diskontinuitete, se pravi pač ogromen del elit interesov kapitala, ki je krojil usodo Evrope pred drugo svetovno vojno, je bil bodisi uničen, bodisi diskreditiran v tokom vojne sploh in mogoče še najbolj v državah, ki so bile poražene, se pravi v Franciji. Francija je sicer na koncu vojne na strani zmagovalka, ampak noben se ni delal v Franciji, pa tu utvar, da Francija v drugi svetovni vojni ni bila poražena. Bila je poražena leta 1940 in to je bila pač po vojne Francije pač ne moramo razumeti, ne da se pač zavedamo te izredne travme spomladi 1941, ko je v bistvu nemška vojska v 6 tednih pregazila Francijo. Pač to je pač, ljudem to so bili pač ljudje, ki so bili elitnega pač pozicije, ki so gradili državo, njim se je pač v bistvu pač vse, v kar so verjeli, se je v bistvu podarili. In bomo videli, kako se to odraža v tem povojni obnovi in povojnem planiranju. In pač ena ta stvar, ki je bila izredno ki je bila pač dvojno diskreditirana, pa je bila ekonomski sistemi v bistvu prostih trgov oziroma laissez-faire, ki je bil, se pravi, ki so ga pač ljudje, ki so zdaj bili na oblasti, ki so bili drugi ljudje, ki so bili na oblasti pred vojno, mlajši ljudje, v bistvu krivili za to, da se Evropa znašla v taki situaciji, kot se je na trenutku, ko je izbruhnila vojna. Se pravi, v tej praktično 10-letnem obdobju gospodarskega nazadovanja, stagnacije, velike depresije v 30 letih. Po drugi svetovni vojni je jasno, da se pač ne moramo vrniti na točko, iz katere smo bili pred vojno. To je recimo v vseh državah zelo očitno, kdo zmaga volitve po drugi svetovni vojni. Ne? Churchill je v Veliki Britaniji poražen. Kako je to možno? Pač v Ameriki sploh niso mogli tega verjeti. V bistvu Harold Macmillan, ki je bil potem najbolj uspešen konservativni premier britanski po vojni hud nasprotnik Margaret Thatcher, je rekel, da takrat niso volili ljudje proti Churchillu, volili so proti duhovom Stanleya Baldwina pa Neville Chamberlaina. In pač to, ker je bila neka marginalna ideologija, se v bistvu po vojni naenkrat znašla na poziciji, ko nobena politična stranka temu ni nasprotovala. Se pravi, temu, da liberalno gospodarstvo ne funkcionira in da je treba gospodarski razvoj planirati. To je bilo po evropskih državah pač to sploh ni predmet v bistvu nekih političnih debat praktično. Zaradi tega, ker pač ni noben se s tem ne strinja. No. Vprašanje je, kako bo to izgledalo in v bistvu večje so razlike med državami zaradi njihovih nekih specifik, kot pa so razlike med političnimi opcijami. So pa pač ideje planiranja gospodarstva, ki je še vedno kapitalistično, v bistvu jasno pač imajo neko predzgodbo, neko zgodovino.
najbolj pomembna predzgodovina, najbolj pomembna izkušnja, iz katere pač črpajo, so vojna gospodarstva v drugi svetovni vojni, deloma celo v prvi. Se pravi, veliko teh ljudi je bilo v bistvu v državnih institucijah kot neki srednje visoke uradniki, ko so organizirali neke te vojne proizvodne pa take zadeve. John Maynard Keynes, Karata, pač v bistvu prevladujoč ekonomist po drugi svetovni vojni, že v prvi svetovni vojni v bistvu bil na finančnem ministrstvu, organiziral te financiranje prve svetovne vojne, pa proizvodnjo pa tako naprej. Veliko teh, ki jih bomo tudi omenjali danes, pač so v bistvu bili v nekih pozicijah, ko so od blizu lahko to gledali, kako izgleda. Ena izkušnja je pa tudi, so pa pač izkušnje fašističnih držav, predvsem Italije, ki je poskušala neko planiranje gospodarstva, s tem, da je ona šla zelo močno v smer avtarkije, se pravi pač probala se je zaradi političnih razlogov narediti čim bolj neodvisno od gospodarskih sankcij in tako naprej. Ampak neke strukture, ki jih pač Italija v tem času pač vzpostavlja, pač v bistvu preživijo fašizem. Ne? In zanimivo je to, da v bistvu da je pač to nek stvar, ki jo prevzemajo iz fašizma ali pa nekih teh režimov pred vojno, ne diskreditira pač teh idej, te ideologije. Ne? V bistvu pa je bilo planiranje v temelju, je bila pač to vera v državo, vera, da je država edina, ki te v bistvu lahko zaščiti pred obubožanjem, ti zagotovi varnost, ki lahko pač rešuje neke obče probleme. Ne? Ker se pač, če mogoče sem še eno opazko glede velike depresije v 30-ih, v velikem delu velike depresije in pa zelo pogosto po političnem spektru sta bila pristopa dva. Eno je, da bo trg to uravnotežil, drugo je pa, da se morajo stvari reševati z neko prostovoljno akcijo, z dobrodelnimi zadevami, s humanitarnim in tako naprej. In pač to, da je bil ta pristop tako diskreditiran, je v bistvu pustilo državo kot tisto, ki je očitno pač bila na poziciji edini, ki to zmore. Ena stvar, ki je pa zelo pomembna, pa je, da je to planiranje, ki se ga loti Zahodna Evropa, se ne zgleduje po Sovjetski zvezi. Ne? Se pravi, ne gre za to, kar se dogaja recimo v 30-ih letih, ko so države na Zahodu pač v gospodarski krizi, pa Sovjetska zveza močno povečuje, se silno modernizira, pač to je noro, pač, kar se dogaja v tistem času, pač iz ene totalno agrarne države pridejo v 15 letih do tega, da bojo naredili med drugo svetovno vojno, ne vem, 50,000 tankov, 60,000 letal. To se pač vse mora zgoditi, da se pač ta država preoblikuje v tistem obdobju. To so vsi opazovali lahko. Sovjetska zveza, kar se tega tiče, ni bila zaprta, ampak kljub temu se ne zgleduje po Sovjetski zvezi, oziroma samo zelo, zelo redki. Delno komunistične partije pa še te na en tak specifičen način niti ne razumejo čisto dobro. Tega sistema, oziroma prave komunisti v bistvu ne verjamejo nekako preveč, so v bistvu eni izmed tistih, ki niti ne verjamejo tako v to plansko gospodarstvo, zato ker pač stojijo na poziciji, da itak znotraj kapitalizma je planiranje pač oksimoron oziroma nesmiselno in kar je treba zdaj narediti, je pač treba počakati, da se kapitalizem sam od sebe sesuje in potem bomo znotraj socializma v bistvu delali, pač planirali. Tako da recimo, zanimivo je, kako bomo govorili v Franciji, komunistična partija v bistvu nima med vojno, niti nima nekih pač velikih načrt. Ona ne nastopa na volitvah ali pa ne naslavlja pač svojih podpornikov z nekimi velikimi vizijami prihodnosti. Pač oni pač preprosto rečejo, pač se tako stojijo na eni taki dost ortodoksni komunistični poziciji komunizma. No, tako.
Se pravi, da malo naredim primerjavo med evropskimi večjimi državami. Omenil sem Italijo. V bistvu Italija obdrži glavno institucijo, ki jo je pač Mussolinijev sistem pač naredil. To je ta inštitut za rekonstrukcijo industrije ali tako slavni IRI, ki je v bistvu preživel vojno nespremenjen, zamenjajo pač menedžerje, v glavnem pač stvar prevzame krščanska demokracija, ne, stranka, in to je pač nek holding, ki ima v Italiji tako v 50-ih, 60-ih tako skoraj vso industrijo jekla, polovico industrije konzerviranih paradižnikov, mislim tako ne samo te strateške industrije, ampak tako hrana, tekstil, ni da ni, no, v glavnem. In se v bistvu država preko tega, da je lastnica, v bistvu pač ukvarja z nekim planiranjem. Hkrati pa pač vstopa v neke, obstaja neka elita, kjer vključuje tudi lastnike gospodarstva, kot je družino Angeli, ki pač ima seveda Fiatov imperij, ki recimo cirka 7% italijanskega BDP-ja pač konstruira in tako naprej. Velika Britanija, se pravi 45, Churchill izgubi volitve, laboristi dobijo izjemno zmago, imajo absolutno večino, in potem, kar naredijo, je to, pač, kar so se skozi ukvarjali, je pač nacionalizacija rudnikov, železnic in tako še nekih drugih panog, transporta, letalstva, tako naprej. Ampak v bistvu ne spremenijo zelo veliko tem, kako se te stvari dogajajo. Velika Britanija nasplošno ostaja pač dosti elitna država, ne, recimo v drugih državah se zelo razširi dostop do univerzitetne izobrazbe. V Veliki Britaniji niti ne. Laboristična vlada se v glavnem ukvarja z gradnjo socialne države, kar pomeni zdravstveni sistem, gradijo ogromno stanovanj, pač Attleejeva vlada gradi, mislim, da nekaj tako cirka 500,000 stanovanj na leto na koncu svojega mandata. Prevzamejo kontrolo nad temi firmami, zaradi tega, ker so pač v 20 letih predvsem potekali silni konflikti znotraj med delavci in lastniki predvsem rudnikov. Te veliki štrajki leta 21 pa 36, iz katerega so v bistvu sindikalisti ugotovili, da pač so bili na nek način poraženi in imajo pač neko slabo izkušnjo z tega, s tem, ko jih nacionalizirajo, v bistvu rešijo nek ta svoj problem, da so pač sužnji, bi rekel, tega kapitala. Dejanskega planiranja pa je relativno malo. Pač delno je vezano na razvoj vojaške industrije. Pač Velika Britanija je država, ki skozi cel to obdobje noro veliko vlaga v vojsko. Recimo, se pravi, leta 48, se pravi, sred v bistvu Attleejeve vlade, oni dajo 16% BDP-ja za vojsko. Ker je tako, danes se pač, to je raven, danes Saudova Arabija, edina država, ki prije blizu temu. No. To je pač, pol pade, ampak pol prije Korejska vojna leta 50 in takoj spet naraste. Pač, in je to nekaj, kar v bistvu daje tudi neko pač veliko bremzo na to, kaj lahko v bistvu posegajo gospodarstva. Ne. Nemčija je pa v bistvu lih obraten primer, ne. Nima vojske, je v bistvu okupirana država in se vrne in je hkrati pa tudi, ker okupirana strani Američanov rata v bistvu država, ki je najbolj prostotržna, tako do 80-ih let je Nemčija tista država, ki je daleč najbolj neoliberalna oziroma neoliberalna. Uvede pa ta sistem participacije sindikatov, predvsem v nadzornih svetih in v bistvu država kot tista, ki
ureja te odnose. Hkrati pa pač v bistvu Nemčija je tista država, kjer praktično nič se ne nacionalizira. Ne? Druga taka država, kjer se v bistvu nič zelo malo nacionalizira, recimo Švedska, ki jo pa sicer imamo kot neko državo, ki pač najbolj popolnosti socialdemokracijo izvede. Ampak zaradi tega, ker se nacionalizacija dogaja vedno v nekih specifičnih zgodovinskih trenutkih in pač Švedska ne gre čez to, pač se to ne zgodi. No, pač najbolj zanimiv po mojem primeru je pa Francija, ki se najbolj konkretno loti planiranja. In tukaj lahko tudi rečemo, da pač to je sporen zgodovinski pojem, nacionalni karakter, ampak bolj mogoče zgodovina francoskih pač institucij pride zelo močno do izraza. Mogoče še malo nazaj. Namreč pač ta tradicija Francije, da ki izhaja iz francoske revolucije, da ima neke elitne šole, kjer šola svojo birokratsko intelektualno elito v nekih takih, za tako državo zelo majhnih krogih, ki se vsi med sabo poznajo, po domač povedan, ki grejo čez en tak kar zahtevno sito pač akademsko in potem so deležni in je ta mala elita v bistvu deležna zelo kvalitetne izobrazbe, ki pa je hkrati usmerjena precej teoretsko, ne zelo praktično in kjer v bistvu te šole specifično vzgajajo vrednote služenja narodu, služenja državi, recimo to, da je pač za visoko kvalificirane francoske inženirje se smatra kot slaba stvar, pa nekaj, kar je v bistvu tako malo skoraj ponižujoče ali pa pač vsej neprestižno, da dela za privatno firmo. Ampak je pač v bistvu tisto, kar je cenjeno, je delo v bistvu v javni službi in nekako imajo pač tudi dosti močen položaj v družbi in ta prestiž in položaj v družbi ne izhaja toliko iz njihove tehnične pa akademske usposobljenosti, ampak lih iz tega, da iz tega služenja v bistvu javnosti oziroma nacije. Ne? Vse v njihovih pač očeh, no, kot pač se kaže skozi neke študije in neke intervjuje, ki so se pazili. Mogoče tukaj sam to povem, da se v bistvu pač tukaj uporabljam dve knjige. Eno je pač Država in kapitalizem v moderni Franciji. Sem pozabil avtorja in pa eno drugo knjigo Radiance of France, ki jo je tale Hirsch napisal, tudi sem pozabil njeno ime, Gabriele Hecht, ki pač so bile nastale to so knjige, ki so pač se delale v 80-ih in 90-ih in kar velikim številom intervjujev pač s temi ljudmi. Ena stvar mogoče, ki je tukaj relevantna, je, da so to relativno mladi ljudje, v glavnem, ki bojo vseh teh zadevah delali. Govorimo tako, da so tako ljudje na relativno visokih menedžerskih položajih, so tako stari 35-40 let, a pa recimo te, ki pride se pravi te, ki so eno stopničko takoj po vojni eno stopničko pod vrhom, pa prevzamejo v bistvu vajeti v drugi polovici 50-ih, so tako rojeni po drugi svetovni vojni varianta. Ja, in to je v bistvu bazen ljudi, ki jih je država pač načrtno gojila skozi šole, tukaj so École Polytechnique, predvsem recimo za nas pač relevantna, pa kako že École Supérieure
glavno pač administrativna šola se pa ustavi pač v leta 45. In še posebej v tem obdobju do leta 58, se pravi obdobje Četrte republike, ne 58, potem pride de Gaulle nazaj, de Gaulle vodi francosko odporniško gibanje in v bistvu potem postane predsednik francoske vlade, ne da bi bil kdorkoli izvoljen za to do konca leta 45, potem se omakne iz politike. V 50-ih se zamenja tako cirka 15 predsednikov vlad in potem v alžirski krizi de Gaulle pride nazaj na oblast, sprejme se sprememba ustave, ne, ki naredi zelo močen predsedniški sistem. Ampak to obdobje od konca vojne do tudi njegova prva vlada, konec koncev, do leta 48 je pač obdobje ene take silne politične kaotičnosti, kjer v bistvu se te institucije, pa te ljudje, ti tehnokrati v bistvu vodijo veliko politik, zaradi tega, ker pač ta izvoljena politika taka, da pač nima časa se s tem ukvarjati. In kar je v bistvu združevalo vso to francosko elito po vojni, ki je bila na položajih, da je odločala o čemorkoli je, da so se zelo strinjali glede analize, zakaj je Francija v takem šibkem položaju, zakaj je oni pač, njihova prva stvar, s katero so se ukvarjali, je bila, zakaj smo bili poraženi leta 40, oziroma to je bilo ključna stvar, ki jih je mater lahko domač povedati. Odgovor je bil, da je Francija država, kjer so se ljudje niso hoteli sprememb, kjer je kapital raje ustvarjal monopole, traste in neke rentniške odnose in na ta način pač preživel, namesto da bi se moderniziral. In da je v bistvu se zapiral in da so se ukvarjali samo z ohranjanjem svojih položajev, ne pa z razvojem, da niso bili v bistvu drzni. No? Tako. To je bila največji očitek in to se pač najde tako, pač konstantno najde pač v teh izjavah. Neka slavna stvar je, to je že mislim, da Pierre Messier, ki je bil en glavnih teh tehnokratov, da so naročili po vojni analizo jeklarske industrije in ugotovili, da je najmodernejša francoska jeklarna iz leta 1906 in to je taka se dubalizacija od Nemcev. In je bila pač neka to je pač ena taka zelo močen moment je v bistvu to, da so te ljudje, ki so pač v bistvu bili francoska elita, lastniki kapitala, v bistvu Francijo dvakrat izdala. Ne? Enkrat s tem, da so jo naredili šibko, da so skrbeli samo za neke svoje vrtičke in drugič s tem, da so pač kolaborirali z Nemci in pač kolaborirali v višijskem režimu. Ne? In jasno, vsi, ki so bili v višijski državi, so bili pač jasno diskreditirani z izjemo François Mitterranda, ki je bil nek funkcionar v policiji ali v notranjem ministrstvu in potem nekako se zmazal, da je rad socialist potem. In pač tudi mogoče tako v Franciji, ne, če ne veste, pač takoj po vojni pride do kar hudega obračuna v bistvu s kolaboranti. Pač ubijajo tako par 10,000 ljudi, pač prosto ljudi v Franciji in potem tudi na enih se pač s hitrimi sodišči, hitre sodišča v bistvu izrečejo smrtne kazni, usmrtijo kar nekaj pač ljudi, ki so bili v vladi, recimo najbolj slavno Pierre Laval, ki je bil predsednik vlade, sicer pa začel kot socialistični poslanec. Ne. No in v bistvu
ideja, ki jo imajo po vojni, in to govorimo, de Gaulle pride, se pravi, poleti, oziroma, konc poletja 44 že, v bistvu se postavi, de Gaulle pride v Pariz in začne funkcionirati vlada, ki pa hkrati ima pač ta problem, da je še en del Francije, najbolj industrializiran del Francije, še vedno okupirana, ne? In da je v bistvu glavna vojska ameriška, ki tam obstaja, in da je pač poln ogromno vojne škode. Recimo v Franciji je zaradi bombardiranj ameriških in angleških letal umrlo približno toliko ljudi, kot v Angliji v času pač tega slavnega blica oziroma bitke za Britanije. 50,000 ljudi je umrlo v Franciji, zaradi tega, ker so jih ljudje, ki so jih prišli osvoboditi, v bistvu bombardirali, ne? In to je bilo pač neka strašna travma, da so pač mi pozdravljamo te Angleže, rešijo nas v nemške okupacije, hkrati so pač 50,000 Francozov po pomoti upili. Tako da v bistvu je to pač neko obdobje, ki imajo jasno zelo velike probleme na vseh možnih podložajih, ne? V bistvu vlado sestavljajo pač gaulisti in neke socialdemokratske politične struje, pač kdorkoli se znajde pač tam pred de Gaulom. Socialisti so edini, ki imajo nekako izdelano vizijo nove ekonomije in sicer, da bi hočejo uporabiti državo za tega, da naredijo reforme, ki bojo spremenile ne samo pač ekonomske, ampak tudi nekako družbene odnose, ne. Se pravi, tudi to je nekaj, kar v bistvu dosti povezuje vse socialdemokrate pač v Evropi, to pač, kar izhaja iz marksizma, pač to, da verjame, da mora spremeniti materialne dejstva na terenu, zato, da spremenijo družbo. To se dogaja recimo tudi z angleškimi laboristi. Mrske počnejo za tega, da v bistvu ne to, da bi pač hotel uničiti kapitalistični razred, ampak za tega, da uničijo pač konflikt. Zato, ker pač preprosto so gotovili, da pač, mislim, je bila pač njihov interes, da mora se to nehati, no? Pač ta konflikt med kapitalom in delavci. In tako da je v bistvu to, ta politik, to, kakšno vizijo imajo podrejeno temu gledanju, ne. To je pač motivacija za nacionalizacije gospodarskih sektorov, kontroliranje in tako naprej. Prioriteta je že tukaj industrializacija in reforma kmetijstva, ne pa obnova recimo, kar je recimo stvar v Angliji, ki je bila veliko manj uničena. Prva prioriteta je pač obnoviti te hiše, ki so bile zbombardirane, pa tako v Franciji ne. Prva stvar je, da moramo modernizirati državo in potem bomo šele pač začeli obnavljati. Komunisti se v bistvu ne pridružijo za tega, kar sem omenil prej, ker preprosto pač evropske komunistične partije so bile dosti različne, ne. Od zahodnoevropskih je bila francoska vedno najbolj ortodoksno stalinistična, celo potem, ko je stalinizem malo tako s Hruščevom zamrl v Sovjetski zvezi, ne. Recimo italijanska je pa tista, ki je najbolj takrat se rekel progresivna oziroma pač ko najbolj išče svojo pot, ne. Tako, ja. In kar pa je recimo to, kar pač v bistvu delijo z v bistvu socialističnimi sistemi je, da vidijo strateške industrije, so težka industrija, strojegradnja in take zadeve in to je tisto, kar bo naredilo državo močno in to je pač temelj, iz katerega gradimo. In v bistvu so pripravljeni bremzati neko blaginjo zaradi tega, da bojo to gradili, kar je pač ista stvar, kar je konec dela Sovjetska zveza, ne. Predstavnik tega je zelo dolgoletna francoske politike Pierre Mendès France, ki predstavlja to radikalnejšo socialistično vizijo. Ideja je v tem, da se ta moralni duh upora, mislim to, da se to, kar se
ta duh elan, ki je vzdrževal uporniško gibanje, ohrani v povojnem času v obnovi države. To je na nek način, če je kdo bral recimo tale, kdo je napisal na Ore in korenine od Damiča, ne? To je pač to je sentiment, ko konec koncev tudi v Sloveniji ga on opisuje. Ne? Pač to oni to zagovarjajo. Program, kjer se bomo odrekali, ker pač reče ne, pač ne bo lahko, ne bomo uživali zdaj, kaj je konc vojne, še bomo varčevali, bojo kontrole, cen, plač, ne bo pač mesa, masla in tako naprej. Zatega, da se da velik problem je itak skozi inflacija. In zamisli si Ministrstvo za nacionalno ekonomijo naj postane neka mega ministrstvo, neodvisno od finančnega ministrstva, kjer ima podrejeno pač sektorske ministrstva za, ne vem, industrijo, energetiko in tako naprej, ki planira v bistvu te omejene resurse, vedel so, da je pač kaj imamo, je pač tega je malo in prioritizira to težko industrijo, strojegradnjo in tako naprej. In potem na drugem mestu obnova in pa vojaška industrija, kar bo podpiralo v bistvu vojaško moč. Kar se sliši tako zelo tak blik reality, no, pač, kar on predstavlja. Ne? Ampak je v bistvu izhaja iz neke take zelo pozitivne vloge, zelo pozitivnega vizije, kaj ne bo postala zdaj Francija. Kako naj Francija v bistvu postane spet velika, močna država. Ima predlaga, da se gospodarstvo pač obstaja 3 segmente. Eden je nacionaliziran, kjer so energetika, banke, jeklarska industrija, te ključne strateške panoge. Po en del, ki je kontroliran, ampak lastništvo in upravljanje ostane v privatni lasti, ker je vsa ostala industrija in trgovina, in potem tisto, kar je prosto, kar so mala podjetja. In v bistvu ta stvar propade. Eno je, da pač v teh kaotičnih časih, ker ima država pač silne probleme z najbolj osnovnimi stvarmi, kot je to pač, koliko hrane imamo, da en del njegovega pač tega časa pač še traja vojna, se poskuša Francija sploh pač nekako konsolidirati, proba prevzeti konec koncev tudi kontrolo nad Vietnamom oziroma Indo-Kitajsko in tako naprej. In preprosto to po eni strani nobenega ne zanima, po drugi strani se pa to pač malo zgubi v teh birokratskih bojih znotraj de Gaulove prve vlade in potem prve vlade, ki je bila izvoljena konec 45, ki so socialisti, krščanski socialisti pa komunisti. Del tega njegovega plana je tudi, del teh njegovih vizij je tudi nek plan, ki bo vse to skupaj povezoval, ne? In pol v bistvu, ko je končanje šele leta 46, no, on je pač minister za to nacionalno ekonomijo, mu pač ne rata prevladati nad interesi ministra za finance, ker je bilo jasno pač interes, ki je najbolj prezentiral interese kapitala, pa s tem, ko v bistvu se vojna oddaljuje, v bistvu nekaj te najbolj akutni problemi ratajo vedno manjši in potem se v bistvu ta radikalnost nekako počasi pač zgublja, ne, in pač nekako zgubi ta zgodovinski trenutek pač ne ujame. Čeprav pol za nazaj v bistvu se je izkazalo, da je tako čisto v nekih tehničnih zadevah, ki je bilo glavnih problemih, ker je bila inflacija imel nekako prav, no, ker potem v bistvu, kar se zgodi pol, da se zgodi huda inflacija, ki je posledica tega, da pač nočijo omejiti črnega trga in tako naprej in potem pač nikoli ne naredijo, ne uspejo dobiti nadzora nad vedno rastočimi cenami. Ena stvar, ki pa jo naredi ta vlada
prva izvoljena povojna so nacionalizacije. Najbolj slavno je seveda nacionalizacija koncerna Renault, ki je takrat pač ogromna zadeva, pač to so tako velikost manjših mest, tovarne na obrobju Pariza. Firmo nacionalizirajo zaradi tega, ker je Louis Renault, lastnik, kolaboriral z okupatorjem. In pač samo preprosto to vzeme in pač Francija je še danes pač lastnica, mislim, 20% Renaulta. Potem se prva stvar, ki nacionalizirajo, so banke in zavarovalnice. V tistih časih je bilo tako dostikrat mala razlika med tem, kaj je to banka pa kaj je zavarovalnica, ne. Ampak vse te večje banke se nacionalizirajo. Ostanejo pa v bankah specifično veliko menedžerjev istih, medtem ko recimo v Renaultu pa tudi energetike pa tako naprej v bistvu proba ta nova vlada v bistvu zamenja vodstva s tem, da postavi pač razne ljudi, ki so se izkazali med vojno. V bistvu neke vojne heroje postavijo na vodilne položaje in v bistvu probajo nekako spremeniti tudi neko notranjo kulturo pa neko notranjo identiteto pač teh firm, ne. In do neke mere je pač to ravno na področju energetike uspešno. Potem se nacionalizirajo premogovniki, grozi se z tem, da se bo razlastil tudi jeklarne. V bistvu to ni treba, zato ker jih pač držijo v šahu z drugimi zadevami. Ni nujno, da je prevzamejo 100% delež, je pa glavni razlog za v bistvu nacionalizacije strah pred temi trusti in tem, da bojo, tem malo, kar sem govoril že prej, se pravi, da bo te karteli ostalih industrialcev v bistvu bojo nadzorovali ekonomijo s tem, da bojo samo skrbeli za svoje monopole, ne bojo razvijali in pač se nek tak impotenten gospodarski sistem pač nadaljuje in tudi pač nekaj, hkrati so pa pač strašno močni v Franciji. In v bistvu, ja, kot sem rekel, ne, se pravi, daje pač firmo neko interno kulturo, neke vrednote, hkrati pa v bistvu to neka stvar, ki pač združuje te levičarske stranke v vladi, ki se konstantno krega zaradi strojnega problema. Hkrati pa to podpira v bistvu tudi se pravi De Gaulle, ne, gaulistična desnica, ki v bistvu je ki vidi v bistvu tukaj kot nekaj, kar krepi državo, s tem, da pač država dobi moč, da pač nekaj te, prav to, kar sem rekel, ne, se pravi, v bistvu prebije to impotentno gospodarski model. Vprašanje je pač, kako deliti v bistvu vpliv med zaposlenimi, potrošniki, državo, kapitalom, ne. V Nemčiji se to reši tako, da se pač da sindikate na nadzorne svete. V Franciji se poskuša ločiti management pa gospodarsko politiko, ampak v bistvu zaradi tega, ker pač je država tista, ki se aktivno s tem ukvarja, v bistvu država dobi največjo moč in glih te tehnokrati, o katerih sem že govoril, v bistvu znotraj državne birokracije, ne. No in pol v bistvu se zgodi, se pravi, prvi poskus planiranja obnove se zgodi praktično, ko vojna še traja, propade do leta 1946 že in potem se dogodi huda inflacija in leta 1946 že ugotovijo, da mogoče pa bo 47 še ugotovi, da v bistvu bo se vrnejo k temu potreba po planiranju spet bolj akutna, ampak v drugem kontekstu, ne. In sicer, da je jasno, da bo za obnovo Francije ključna ameriška finančna pomoč in to vse pred Marshallovim planom,
Francija pač računa prvo na kredite ameriške izvozno-uvozne banke. Hkrati pa pač so tukaj v vladi polno ljudi, ki so bili med vojno v Londonu, a pa v Ameriki, v Washingtonu in so videli, kako Američani pač furajo, kako so upravljali z gospodarstvom, predvsem med vojno. To je bilo tako, ameriška vojna ekonomija je bila tako, pač to so bile kontrolirane cene, bilo je pač določeno, koliko lahko gume, nisi smel cen dvigant, niso se smele plače dvigant, gume so bile strašen problem. In tako, pač država je imela kar tako, na neke točke država zelo resno razmišljala, da bo nacionalizirala Ford, recimo. Preprosto zaradi tega, ker je bil Henry Ford nor in je pač to nič ni funkcioniralo v tej firmi in so pač ko rekli, pač ne pa vi porihtajte to firmo s tem človekom gor ali pa ne, kaj bomo mi nacionalizirali stvar. Prav, predvsej drugačen vibe, ki ga imajo danes. Ne. In pa zgledujejo se po New Dealu in Jean Monnet, en funkcionar, ki je bil v Washingtonu med vojno, v bistvu prevzeme vodenje, dobi pač mandat, da naj bi naredil plan ekonomskega razvoja, ki bo služil za to, da prepriča Američane, da dobijo te potrebne kredite, hkrati pa planira v bistvu na splošno ekonomijo. Ne. To je ista vlada konec koncev, ki dejansko že vse te nacionalizacije zgodi. Se pravi, v bistvu igrajo dvojno igro, ker pač tudi so različni ljudje v vladi. No in pač naredi se ta generalni komisariat za plan, ki je ena mala elita birokratov, tako zelo izbrana. Hkrati pa tako govorimo tako 40 ljudi cirka, ki zasnujejo prvo neke osnove, kako bo ta obnova izgledala, neke cilje, prioritete in potem gre s temi cilji, s temi predlogi do posameznih gospodarskih sektorjev, kjer se naredijo tako imenovane komisije za modernizacijo, kamor povabijo lastnike firm, sindikate, zelo močno kupce teh firm, recimo tako, če govorimo o energetiki, bojo notar tisti ljudje, ki rabijo elektriko, mislim pač tiste firme, ki rabijo elektriko. In to je pač način, kako se pač spravi vse, da pač proba zbasti vse pač na ta plan, da bojo bili pač participirali pri temu. In teh stvari, teh komisij je pač zelo veliko, pač po jih rata tako več na tisoče ljudi v bistvu v teh komisijah sedi. In v bistvu, sem mogoče pol to povedal, in potem oni naredijo nek feedback na to in potem komisariat v bistvu naredi ta plan modernizacije na podlagi tega feedbacka, ki pač potem velja in ga potem milostno dajo za pogled v parlamentu, čeprav se konstantno pač izogibajo temu, da bi karkoli pač parlament pač delal. To je v bistvu stvar, se pravi, komisariat za plan je v bistvu stvar, ki je podrejena samo premierju vlade. Hkrati pa se te premierji tako kar malo menjajo, tako da v bistvu pač se tukaj znotraj tega vzpostavlja neka nova elita v resnici. In cilji so doseči stopno do leta 48 bomo dosegali to, kar smo bili leta 38 in do leta 49 bomo tam, kar smo bili 29. Se pravi, to predstavljate, kakšno je v bistvu nazadovanje Francije se zgodi, če rabijo 2 leti strašno intenzivne rasti za tega, da pridejo do tam, kar so bili 20 let nazaj. In potem rast 25% do leta 50. Nad to, nad ta vrh, ki so ga dosegli leta 29. In spet določa, v bistvu povzame to, kar je pač že Mendes Fransov plan imel, spet
modernizacija na prvem mestu, obnova je na drugem. Plan v bistvu postavlja prioritete in usmerja državne birokrate, nima pa take administrativne vloge, da bi recimo postavil kvote, koliko mora nekdo narediti. Ne? V bistvu funkcionira stvar najbolj temeljito na tem, da prava poenotati vse, kar se tudi zraven, izpostavljati neko novo elito in to elito v bistvu tej eliti dati neko ideologijo, ki jo imajo že te tehnokrati, v katerih sem jih že omenil, se pravi ideologijo tega služenja državi, doseganju narediti Francijo spet veliko. No, tako, to je nekako de Gaulleov program, pa ni samo de Gaulle, ampak tako, to se pravi, vzpostaviti znotraj teh ljudi, ki bojo sodelovali s tem v bistvu nove akterje, ki dejansko vodijo Francijo, ne, poleg te izvoljene politike. Drugače pa najbolj vzvodimo o tem, da eni pomembni sektori so nacionalizirani, predvsem banke in zavarovalnice. Tudi, recimo, železnice so bile nacionalizirane že 38, ko jih je ta vlada Ljudske fronte nacionalizirala, energetika in tako naprej, se pravi, tam itak država postavlja prioritete, ki niso gospodarska uspešnost, ampak so čisto nekaj drugega. Ne. So recimo nakopati čim več premoga, pa take stvari. Ne. Hkrati država usmerja v bistvu to ameriško pomoč in ima v bistvu kontrola nad denarjem do neke mere, ne. Zaradi bank, zaradi te pomoči in potem s časom ima tudi dosti denarja v finančnem ministrstvu. Hkrati pa kontrolira devize, ratajo strašen problem. Zaradi tega, ker je bilo v bistvu pol 47 rabijo uvažati zelo veliko hrane iz Amerike in potem cela Evropa nima več denarja, dolarjev, s katerim bi karkoli kupila. Treba je kupiti pa vse stroje in tako naprej. In pa nekaj malega je nadzora s cenami, ampak te so silno politično vroča stvar in je noče uporabljati. Pa neke surovine, ki so ključne, država tudi usmerja. In tukaj je ključen premog. V bistvu je prav iz tega Monnetjevega plana, francoskega plana povojne obnove v bistvu nastane Evropska skupnost za premog in jeklo. Namreč na podlagi tega se naredi ta Schumannov plan. Problem je pa v tem, da se po drugi svetovni vojni, že po prvi svetovni vojni se Francija znašla z eno veliko neuravnoteženostjo med tem, koliko je imela industrije, predvsem jeklarske, pa koliko ima virov premoga. Zaradi tega, ker je premog v Porurju, jeklarska industrija pa v Alzaciji, pa severni Franciji, in to pomeni, da morajo uvažati ogromno premoga iz Nemčije in nočejo plačati za ta premog, in to pelje v silne konflikte, tudi velik faktor v militarizaciji, se pravi leta 21, v bistvu francoska vojska okupira Porurje, oziroma 23, in v bistvu probajo po drugi svetovni vojni, upajo, da bo še enkrat isto naredili, da bojo lahko okupirali nemško Porurje in tako funkcionirali. Pol Američani to preprečijo in v bistvu ko Američani to preprečijo, se odločijo, bomo naredili nek plan, kjer bomo Nemce potegnili noter, da bojo imeli neko skupnost, kjer bojo urejala te prenose, da bomo vseeno prišli do tega nemškega premoga po nekih takih nizkih cenah. Ne. In to je nekaj, s katerim recimo držijo v šahu jeklarje, ki so tradicionalno najboljši primer tega velikega francoskega kapitala. Ni pa Monnetjev plan v bistvu spodbuja to, da bi ministrstva kontrolirala neposredno gospodarske panoge, recimo, da bi ministrstvo za infrastrukturo ne vem, ladjarskim podjetjem neke kvote dajalo pa tudi naprej.
In v bistvu je, pač tu so dosti liberalci pač noter v teh vladah, pač Monet je lastnik, je v bistvu trgovec s konjakom, preden rata, to je rata pač državni birokrat, pa rata spet nazaj, pač v penzijo gre, pač spet trgovec s konjakom, pač niso to neki tako težki socialisti, no, kaj dela in v bistvu se mi ne zdi cool, no, po domače povedan. Sicer ima pač pri tem izvajanju ima kar naprej neke probleme, problemi so inflacija, probleme pač ta trgovinska bilanca, ki sem omenil, ki mora hrano uvažati. Pa prije Marshallov plan in v bistvu jih reši, zato ker pač prije več ameriškega denarja v Evropo. Hkrati jih po bistvu Marshallov plan prisili v koordiniranje znotraj evropskih držav, zaradi tega, ker vsem v bistvu manjka dolarjev, rabijo pa dolarje za to, da kupijo stroje, s katerimi bojo modernizirali vse, rabijo kupiti hrano, zato ker pač leta 47 strašna šuša. In potem oni plan kar spreminjajo, pač vsake 2 leti pride neki spremenijo prioritete, tako da je v bistvu ta plan je veliko bolj fleksibilen, kot recimo nekaj pač tej model sovjetski, ne. In vedno manj je v bistvu problem so pomankanja, kar so bila na začetku, ker preprosto pač ni bilo premoga za industrijo, ni bilo premoga za grece, vedno več polarata, vedno več profitabilnost, pa vedno več se ukvarjajo z izvozom, pač te problem s to trgovinsko bilanco, pa s temi dolarji, da morajo nekaj izvažati, da dobijo pač, da sploh pač, da preprečijo v bistvu, se pravi pač, morajo konstantno, v bistvu so pač v takem položaju, kot ne vem, danes ekstremen primer, recimo Venezuela, se pravi, da ima ful velik trgovinski primanjkljaj in potem morajo uvažati stvari in to povzroči inflacijo in en tak krog, kjer pač se lahko tega rešijo edin s tem, da pač bolj več izvažajo. In v bistvu se izkaže, da v bistvu ni kapitala, ki so mislili, da bojo kapital sami, privatni kapital prisilili to, da bi kar financiral, kar njim paše. To se ne zgodi, v bistvu pa vedno več stvari država financira, pa več denarja dobijo iz Amerike. In planiranje v bistvu postane ne toliko kot metod, da se tako odločajo o tem, če v bistvu postane pač nek kontrolni mehanizem, kjer se pač ta dogaja, ker pač se ne odloča trga pa privatni lastniki kapitala, ampak se v bistvu odločanje dogaja skozi te mehanizme, kar se tukaj zgodijo. Pol drugi plan je večji poudarek na obnovih, pa v bistvu se krepijo te stvari, ki so se pač dogajale že prej, se pravi, da dobimo vedno močnejše te institucije, ki bojo generirale te ljudi, ki bojo to počeli, ki bojo planirali, ki bojo delali, ki bojo videli svojo vlogo v tem, da pač v bistvu usmerjajo razvoj države. In v bistvu stvar je v tem, da v bistvu te institucije gradijo ljudi in v bistvu skozi te izzive, ki jih institucije imajo, s katerimi se soočajo, v bistvu se gradi nek pač ta elita, ki pač na nek določen način razmišlja o tem, kako furati državo. Ampak je pa to eno obdobje, ki je Francija relativno uspešna, v bistvu raste hitreje kot druge evropske države. In potem, kar se teh planov tiče, omenil še 5. plan, ki je četrti in 5. plan. No. Od sredi 60-ih v bistvu ratajo te plani tako čim bolj holistični, začnejo uporabljati pač računalnike, ki probajo zračunati pa koordinirati vse te možne preplete pač raznih teh politik. Medtem, kar prej je bilo tako, pač imamo ful problem s tem, da imamo, da smo nimamo domače industrije, rabimo pač graditi to težko industrijo, pa nimamo dosti premoga. Medtem, kar se tukaj pač probajo v bistvu neke tako
družbo v bistvu oblikovati skozi te gospodarske plane. Se pravi, da bojo spodbujali neko nacionalno kohezivnost, pa neko moč državno, neko kulturni prestiž. Recimo, en pomemben faktor teh v 60-ih letih tega planiranja postaje, da bojo v bistvu Francija svojo tehnološko močjo, ta njena moč bo radirala naokoli, da bo recimo Francija alternativni ponudnik v bistvu tehnologije za države tretjega sveta, tak patrialističen odnos imajo do Afrike in to vključijo v bistvu v plan, da bojo pač dosegali prestiž in moč Francije s tem, da bo Francija pomagala razvoju držav tretjega sveta. Vključijo tako neke kulturne faktorje, recimo v planu je ustanovitev druge postaje državne televizije, ki bo pač doprinesla kulturnemu razvoju populacije in to je ta izraz da bo Francija radiirala ven. Pač v planu so ustanovitev kulturnih centrov in take zadeve. In pač hkrati se v bistvu te planerije, pa pač ta elita birokratska v bistvu se legitimira s tem, kar te stvari, kar rata bolj ambiciozna v bistvu, ne? Ker se dotika več delov delovanja družbe. Ne? In pač ideja je pa vedno to, krepimo, pač probamo narediti državo močno in služiti v bistvu nekemu, kar sami razumejo kot nacionalni interes. Ne? In so eden izmed njih naredi tako formulo napiše: tehnologija plus organizacija enačaj kultura. In te v bistvu pol Francija ohrani v bistvu te plane gospodarske do leta 2006. Ampak zgubijo na relevantnosti. Ampak recimo to 60 in 70 so pa pač neka taka velika, kjer je v bistvu to najbolj vseobsegajoče, kjer pač so najbolj tako proba vse področja zaobjeti. Pač potem so tudi neki regionalni razvoj se vključi noter, pa tako naprej. Pa je pač v bistvu tukaj znotraj tega pa pač ratajo neke panoge, ki so pa še posebej pomembne. Ena je letalstvo, ful povezano z vojsko, druga je pa pač energetika in oziroma razvoj jedrske tehnologije, ki je kronski dragulj tehnološkega razvoja v tistem času. V očeh vseh. Jaz sem zdaj pač, so te pač pol v 60-70 državah gre delati velike projekte, kot so ta sistem hitrih vlakov, Concorde in pač te slavno pač jedrske elektrarne, ki bomo zdaj nička se dotaknil. Ne bom šel ful daleč, ampak ker je pač 1 ura, se že govorim. Najbolj zanimiv primer, kako to izgleda v praksi, je Electricité de France, ki je ustanovljen takoj po vojni in v bistvu večino časa dela pač hidrojezove, pa pač proba rešiti ta strašen problem pomanjkanja elektrike, pa to, da je velik del Francije brez elektrike, ni niti komercialno, ni pač podeželja opremiti z elektriko in to je pač njihova misija. Delati, v bistvu modernizirati državo, da pripeljajo elektriko do tja. In znotraj v EDF-u v bistvu tukaj spet nastane v bistvu ena taka institucija, ki generira ljudi, ki bojo pol pač ratali ministri pa tako naprej, ki imajo nek specifičen,
ki so pač skozi to institucijo bili vzgojeni v nek specifičen, kako vidijo sami sebe kot elito. Kjer vidijo sebe kot to, da je njihova vloga v bistvu služiti državi oziroma pač modernizirati državo s tem, da v bistvu dajo. EDF je v nekih političnih delitvah bil neka firma, ki jo je pač socialdemokrati prevzeli. Sindikati so bili veličinoma komunistični, ljudje pač so bili pa veliki socialdemokrati, te management pa tehnokrati. In to svoje pač videnje pač v bistvu ohranja. Ta fotka je pa zanimiva, ker je pač, to je pač nek tak žeton, ki so ga dajali obiskovalcem, pa tako, kjer se vidi to pač, ker je ena stvar, ki je pač probajo doseči, je kako povezati to, kar oni zdaj počnejo, s tem, kar si predstavljajo, da mora biti Francija. In to so pač ene elektrarne, ki so v dolini reke Loire in to je pač žeton, ki je narejen, kakor da zgleda kot nek srednjeveški kovanec, s tem, da je Château Le Chambron, La Combre, kaj je že, da pač, se pravi, tak, ne vem, kako se mu izgovori francosko, pač ta grad Françoisa I in jedrska elektrarna s hladilnimi stolpi pred sabo, ko piše EDF, pa mislim, da se je pač nuklearna centrala, ne vem kaj že, Tako se oni vidijo, kot, da to, kar oni gradijo danes v teh elektrarnah, je tako, kot da bi gradil neke velike palače pred 400 leti. In pač tudi recimo neki promo videi so tako, da se začne z pogledom na ta grad ministra Colbertja, pa se tako pač ta klasična Francija meša s to industrijo, pa tako naprej. En tak slogan, ki ga konstantno uporabljajo, pa je tako v plakatih, pa v TV spotih je, sploh polka prije naftna kriza, Francija nima nafte, ima pa ideje. Da pač tako zgleda tako, da pač nek starejši moški tako lovi ribe v enem ribniku in pač govori potem in so pač tako neki šoti, pač tako nekih slavnih zgradb francoske zgodovine, pa nekih kuhajo neki, pa pač malo se mešajo, pa pač tako neke centrale jedrske, pa ampak oni vidijo pač svojo vlogo v bistvu v tem, da to, kar je bilo takrat, pač graditi Versailles je danes graditi jedrsko centralo. Drugače pa tako, čisto konkretno, EDF pač je en ful močen vzvod, s katerim država pač posega v gospodarstvo, ko usmerja, ker hkrati daje elektriko industriji pa vsem, hkrati pa v bistvu edini naročnik vsega, kar je povezano z elektrotehniko. In ogromen naročnik pač gradbenih, mislim tako pač, to so strašno zahtevne gradbeni projekti in pač oni se odločijo za en sistem, kjer je v bistvu EDF popolno koordinira vse. Oni so, privatne firme so samo izvajalci, ne vem, vi boste zgradili to betonsko platformo. In potem pač na privatna firma naredi to betonsko platformo, pač to zgradbo hočemo, da zgradite, mi vam damo, oni razvijajo, pač, kaj se bo postavilo, odločajo v vseh pač tehničnih zadevah in potem v bistvu in se odločajo pa na podlagi v bistvu svojih ekspertiz, ne na podlagi pač trga, oni pač imajo v cilj je oskrba države s poceni elektriko in pač te
eksperti, ki jih država, pač ta firma vzgaja, bojo pač povedali, kako se to zgodi. In pač razvijajo tudi prve, oni so pač pionirji, znotraj firme nastajajo pionirji v bistvu Lih Pierre Messer, ki je pač potem tudi državni planer, ki pač pripelje analitične metode v državno planiranje, v ministrstva, v bistvu pač začne s tem, da pač vodi neke te zadeve v bistvu znotraj EDF-a. Ne. Je to pač nek instrument, s katerim država v bistvu usmerja svoj razvoj. Njena pač druga entiteta, institucija na tem področju je Komisija za atomsko energijo, ki pa je bolj raziskovalno usmerjena, ki pa v bistvu prevzeme drugo ideologijo, ki pa prevzeme veliko bolj holistično ideologijo, kjer pravi, da moramo narediti Francijo spet veliko in vzpodbujajo se s tem, da imamo neke privatne firme, ki so državni šampioni, ki bomo pač naredili neke velike korporacije, ki bojo pač predstavljali Francijo na splošno. Se pravi, ni tako dosti bolj nacionalistična po programu. Razlog za to je, da v bistvu je to institucija, ki prevzame razvoj vojaškega jedrskega programa in se ogromno ukvarja z proizvodno pač materiala za atomske bombe. In čeprav jo ustanovijo na nek način, oziroma pa pač pobudnik je Frédéric Gillot-Curie, ki je pač te Curie so nora familija. To je familija, ki je v roku 30 let dobila 5 Nobelovih nagrad. Dobila je seveda Marie Curie, je dobila 2 Nobelove nagrade za kemijo pa za fiziko. Eno se je delila s svojim možem in potem je njena hčerka z svojim možem dobila še ona, da sta dobila Nobelovo nagrado. No, mož hčerke Irine je bil Frédéric Gillot-Curie, ki je v bistvu predlagal in bil glavni voditelj v bistvu te institucije, dokler je bila znanstveno usmerjena. Bil je pač prepričan komunist, tudi njegova žena je prepričana komunistka in potem, ko se enkrat odločijo za tega, da Francija mora imeti atomsko orožje, v bistvu spucajo vse komuniste ven. In pač te dosti nacionalistični pač ljudje ostanejo v temu. In oni razvijajo, in pole pač, kako se to dogaja, recimo, kako se v bistvu znotraj teh sistemov, ki naj bi kao pač usmerjali razvoj Francije, se je potem v koncu 60-ih unil silen spor, v kakšno tehnološko smer nadaljevati z razvojem. Ne? In danes bi pač rekel, naj trg določi, kjer dizajn je najboljši. Ne? In pač bojo pač firme zbrale, kjer so najboljše stroji in pač to bo prevladalo. Ne? Ker se je tukaj zgodilo to, da je Francija razvijala specifično svoj dizajn pač jedrskih reaktorjev, ki je bil v veliki meri narejen tako, da je lahko delal potem še gorivo za atomske bombe. In potem in CEA je pač bila glavna zagovornica tega, in potem so jih naredili, zdaj bomo pa še elektriko delali. In potem se v koncu 60-ih naredi strašen boj med tema dvema firmama, med EDF-om pa temi, kaj je zdaj naprej. A če oni ta francoski dizajn ohraniti ali kupijo ameriške reaktorje. In pač to izgleda tako, da EDF se odloči za kupiti ameriške licenco,
In oni pravijo, bomo kupili ameriško licenco, zato ker to je najbolj učinkovit način, kako proizvajamo elektriko. In mi bomo kupili licenco in potem bomo po licenci izdelovali to in potem bomo s tem v bistvu mi v EDF ustvarjali neko ful močno industrijo, ki zna to, obvlada to tehnologijo, ki bojo izvažali naprej, ki je pač vodilna na svetu in tako naprej. In tenka CEA pravi, ne, mi moramo imeti neodvisno, moramo biti od Američanov, mi moramo pač mi tukaj hlapci Američanov, hočemo svoj sistem imeti in potem se oni tako 3 leta se med tema dvema firmama, institucijama pač bije boj, kako naprej, ki vključuje recimo to, da inženirji in pač delavci CEA štrajkajo in imajo protest v Parizu pod Eiffelovim stolpom v podporo pač svojemu dizajnu reaktorja, ki je pač neodvisen od Američanov in bo naredil Francijo in bo pač je popolnoma francoski in tako naprej. In njihov argument ni to, da je njihov sistem, njihov dizajn bolj učinkovit, ampak da ne upošteva konteksta Francije. Da pač v Ameriki Amerika je ful velika država, oni imajo druge okoliščine, medtem ko v Franciji pač moramo imeti to, ne. In je tako, zato zanimivo, kako pač znotraj, pač kako se v bistvu je učinkovitost pač v bistvu bila samo en izmed del in pač v bistvu EDF zmaga s tem, ko pač v bistvu postavi učinkovitost kot kriterij in potem v bistvu De Gaulle kot hud francoski nacionalist v bistvu podpira ECA in šele ko on gre, v bistvu se pač Pompidou, njegov naslednik, kot racionalen človek, ki je diplomiral na École Polytechnique, pač izbere pač bolj racionalno rešitev in pač kupi ameriški reaktor. In potem, pa kar se zgodi, ne, pa samo to ni bil toliko moj plan, pač o tem govoriti v bistvu, to se zgodi do leta 70, pa leta 73 pride naftna kriza in Francija, ki približno polovico elektrike pridobiva s tem, da v bistvu kuri nafto, pač to rata strašno drago in potem reče, kaj bomo zdaj naredili in premier vlade Messier, to je drugi kot tisti naredi plan, da bojo oni zgradili mislim, da 200 reaktorjev, naredijo neke plane, imajo, koliko bo to veliko, koliko bo raba elektrike, vlada to sprejme, parlament tega ne potrdi, to vlada sprejme in to je to. Francija bo zamenjala svoj energetski sistem, postavili bomo te reaktorje, grejo do EDF-a in vprašajo, koliko vi ste imeli plan, da boste postavili 3 te zadeve, koliko več jih lahko postavite in reče, mogoče lahko naredimo 6-7 na leto in potem jih naredijo 6-7 na leto, naslednjih 20 let. No. In pač to je v bistvu današnji, od tega pol še danes v bistvu Francija ima elektriko. Ampak pač to se zgodi znotraj tega sistema, kjer se vsi ti ljudje poznajo, kjer prehajajo, kjer delijo to ideologijo svojo, ki pa se ustvarila, ne, v bistvu prav skozi te izzive, ki jih imajo. Ne. Se pravi, recimo na primeru EDF-a v bistvu s tem, da oni probajo, imajo ta problem, da rabijo čim več elektrike, rabijo pač dati elektrificirati Francijo, medtem ka pač te drugi imajo pač sami druge izzive. Ne. Zdaj pa mogoče samo tako čisto na koncu še povedal čisto malo o tem, kako pač danes to funkcionira, pa se to ni toliko point tega predavanja, ampak mogoče samo da upozorim, kaj obstaja danes. Jasno pač danes, ko govorimo o zelenem prehodu, se ne išče take rešitve, kot je pač našla Francija leta 1973, da se pač sam vlada odloči, da bo zamenjala vse elektrarne v državi in
to potrdi plan in potem pač to gre kot buldožer čez umeščanje v prostor in tako naprej. Ampak pa če je ideja o tem, da pač država se ne odloča o tem, kaj bomo zbrali, kako tehnologijo. Država v bistvu ustvari trg in mogoče tako se premalo zavedamo, da koliko so trgi ustvarjeni. No? Pač lih primer energetike, če kdo hoče pogruntati res, jaz sem se enkrat ful vrgel v to in sem si zlovil iz Lipgena eno knjigo, ki ima tako 300 strani in sem preživljal tako 1/3 te knjige, da sem pogruntal, zakaj se gre vse skupaj. Ampak to je tako, vidiš, da pač kako so oni to, kako se določi neke cilje, ki so tako na videz tako zelo brezinteresni, ne, kako se to reče, pač to ekonomisti znajo pač te ekonomske termine, pač ko postaviti, se reče, kaj je optimalna rešitev. In potem se pač na trgu ustvari sistem, po katerem naj bi trg v bistvu te rezultate dal. Specifično na problemu, na stvari, na področju energetike, elektrike, ne, je pač to 200 strani dolga knjiga, ki pač sam razloži, kaj se vse tukaj dogaja noter, ne. In obstajajo institucije, ki jih po mojem pač, ne vem, če se slišali zanje, ki se s tem ukvarjajo, ne. In v Franciji obstaja Evropski univerzitetni inštitut, v Firencah v Italiji, ki je neodvisna institucija Evropske unije. In znotraj te Evropske univerzitete, tega inštituta, ki je v bistvu podiplomska in postdoktorska pač šola, funkcionira recimo Florenska šola regulacije. In če gleda človek pač neke predloge tako v evropskih direktivah, pa v teh razpravah, ki se tudi zdaj dogaja, ki pač se delajo spet neke reforme, pač v bistvu ljudje iz tukaj pač to pišejo. Tako, ne bom se s tem ukvarjal, ampak recimo Gianni Domenico Maggiore je bil politični znanstvenik lani umrl, ker recimo se mi zdi, da ga pač mogli imeti eno predavanje o njemu. On je imel pač to veliko teorijo o tem, kako mora država delegirati te regulacije trga zaradi tega, da se izogne nekim političnim nestabilnostim in tako naprej. No. Na druga stvar, recimo, ker se elektrike tiče, je pa ACER, ki pa je v TR3-ju. To je Evropska agencija za energetske trge, ki tudi pač amben ne ve, da obstaja. No. Ampak to so pač neke institucije, se mi zdi, ki jih moramo več spremljati. No. Mislim, kar je ena taka stvar, ki sem hotel pač tukaj dati, pa nekako me ratali, je, da v bistvu taka stvar, kot je planiranje, pa so recimo energetika, pa mislim, kakorkoli planiranje, silno tehnična stvar. In v bistvu spopadanje s tehničnimi izzivi je tisto, kar skozi te spopadanje s temi tehničnimi izzivami se pač ta elita nekako formulira. No. In če hoče imeti človek pač neko vlogo pri tem, kako bo se to dogajalo, se mora vršiti močno v tudi neke te tehnične probleme. Ker se pač skozi to se to pač dogaja. No. Zanimiva stvar se mi zdi, recimo,
ker se zdaj govorimo veliko o zelenem prehodu, pa to, kdo so ljudje, a pa kakšen je profil ljudi, ki danes pač v bistvu furate dela, sprejemate odločitve. Ne? In pač jasno, Robert Golob je eden izmed teh ljudi, ampak je v bistvu en tak zelo tipičen primer pač te recimo energetske mafije. In to so pač, skoraj vsi so inženirji po izobrazbi, v glavnem elektrotehniki, nekaj fizikov. Mislim, njihovi profesori je tako ene par, in vsi so imeli to skupno, da so bili inženirji in potem študirali vso to stvar trgov in ekonomiko in tega. In pač znotraj elektrotehnične fakultete v bistvu deluje en inštitut, ki se s tem ukvarja, in pač to je pač par ljudi, ki pač v bistvu tukaj, to je pač tukaj, kjer se pač formulirajo pač vsi ljudje, ki pač v Sloveniji pač se odločajo o energetiki. Pač to je recimo zanimivo, če ko pogleda človek firme, ki v Sloveniji, se pravi, energetski trg se je razdelil na privatni del, pa nekaj, kar je ampak je še vedno v državni lasti, ampak se obnašajo, kot da smo privatne firme. Poje pa nekaj, kar so državni monopoli, kar so spet državne firme, samo da so monopolne in se pač ne obnašajo kot privatne firme, ki hoče dobiček, ampak imajo neko reguliran pač mandata. Ne? In za elektriko je to Eles, za plin, ki je druga področje, ne, pač nafta je svoja, so plinovodi DO. Eles vodi, moram pa prav pogledati, ker ne vem, zakaj mi je zdaj všel ime. Se pravi, plinovode vodi Marjan Eberlic, Eles pa Merval. Aleksandar Mervar. To so dva posavca, oba dva sta pač, Eberlinc je bil na strojni, Mervar je bil na elektrotehnični, ona dva hodita bojda skupaj na morje. Eberlinc je znan član SDS-a, Merval je bil viden član Zaresa, povesta, da sta badja, in pač ona dva sedita na pač, recimo, Eles je pove, koliko elektrarn rabimo v sistemu, pa take stvari. In pač oba dva sta pač tako, če se človek pozna ful inteligentna človeka, ki sta pač šla v bistvu pol v management. In tudi, če pogleda, tako imaš neke grozde ljudi, eni so, pač, ki izhajajo iz termoelektrarne Trbovlje, eni so iz Neka, mičkani so iz ljudi iz Šoštanja in pa so pač neki ti primorci iz savskih elektrarn. No. In to so pač ti majhni krogi, ki pač v bistvu zdaj ki bi pač v takem sistemu, ki je bil v Franciji, bi v bistvu oni pač odločalo temu, zdaj pa imamo v bistvu situacijo, ker je veliko pač ljudi, ki so zelo pač, to pa recimo, če človek bere tako ljudi, ki so se na filofaksu pa na FDV ukvarjali s tem, kaj zdaj ste zelena politika ladida, so silno kritični do tega, kako imamo to kliko znotraj tega.
ampak v bistvu njihova rešitev pa je to, da nam bomo prevzeli to, da ne bomo imeli velikih sistemov, ampak bomo imeli pač to, da bomo v bistvu sistem, da bomo pač to elito prebili na ta način, da bomo stvar čisto decentralizirali. Ne? Ker pa v bistvu ustvarja privatne firme, manjše. To je v bistvu nek način Evropska unija tudi zahteva. Ja, ampak Evropska unija ne zahteva, recimo, da mi privatiziramo NEK ali pa HSI ali pa karkoli. Ne? Ampak v bistvu se privatizacija energetike dogaja s tem, da se ustvarja ta sektor pač teh vetrnic in sončnih elektrarn vsega tega šita. No. Tako da, no, se mi zdi, da pač, zdaj se mogoče malo na koncu zapletel, ampak se mi zdi, da to je neka taka pomembna stvar, v kateri pač moramo razmišljati. Se mi zdi, da pač to planiranje na splošno pač postaja vedno bolj aktualno. V Evropi ravno zaradi tega zelenega prehoda, v Ameriki bolj zaradi tega, ker pač mislijo, da so pač, da morajo biti v nekem hudem konfliktu za Kitajsko. Ja, pač se mi zdi, da tako moramo malo tako začeti razmišljati tudi o temu, kako se to dogaja dejansko. No? Jaz se mi zdi, da pač kako se zgodijo te debate o tem, kako naj bi dejansko funkcionirala pač ta zeleni prehod, ugotoviš, da pač moraš imeti tehnično znanje, da sploh si igralci na tem. Ok, se pa ne vprašanje. Jaz imam vprašanje. Zakaj se vpraša Republiko Slovenijo za Zasavsko elektrarno? Kaj ima Slovenija z Zasavjem? S termoelektrarno, ki smo jo po hitrem postopku zaprli? Ne, pač... A zaradi onesnaženja ali čisto? Ne, čisto pač te ljudje, pač čeprav teta ni več, so v bistvu nek grozd ljudi, ki je zrastel, ki je bil tam, je danes pač eden najbolj pomembnih ljudi. So pač te ljudje so danes pomembni v slovenski energetiki. SDS. Ja, ne. Ja. Sem ga kriv, on je vsem skoraj res program. Kakšno vprašanje? Ja, mogoče ima pač, ko je Francija v začetku 60-ih, kot ta del Degaulove suverenistične politike, pač izstopila iz NATO. Ja. Je imelo to nek vpliv na čisto na gospodarsko vlogo v tej na pol novo nastali evropsko-ameriški navezi? Mislim, ne direktno to, da so bili v NATO. Ena stvar mogoče, kar je Francija, je, da recimo, kar se z NATO tiče zanimiva, je, da Amerika, pa tudi Anglija, mislim, predvsem Amerika, ima politiko, da deli svoj jedrski arzenal z drugo evropskimi državami. Kar pomeni, da recimo ima atomske bombe v svojih oporiščih po Evropi in države, se pravi vojske iz teh držav, kjer so te oporišča, so izurjene in kvalificirane, da vržejo ameriške atomske bombe. In to recimo... In to se pač... A tole so uničili, ne? Ja. Ampak pač, recimo, nemška vojska porabila zdaj spet res pač enormne količine denarja, pač za tega, da bo kupila take vrste letalo, ameriško, ki lahko meče atomske bombe. In pač to pomeni, da pač teoretično bi nemška vojska lahko metala atomske bombe ameriške, ne? 52. Ne, F-35, ampak se vse. No, Francija pa eksplicitno pravi, da njen jedrski arzenal ni del NATO. Tako pač
oficir NATO ne sme prijati pač blizu francoske. To preprosto ni, pač to je en del vojske, ki ni v NATO. Kar pa je bilo pač, kar je pa pač specifično gospodarsko, de Gaulle je pa recimo to, da je de Gaulle videl Veliko Britanijo kot trojanskega konja Američanov in recimo zaradi tega dvakrat blokiral poskus vstopa Velike Britanije v Evropsko unijo. Ampak absolutno, pač ko Američani so tako sovražali de Gaulle'a, no? Mislim, tako ful jim je šlo na živce, ker je pač konstantno pač delu pač neke stvari, da je pač dokazal, da je Francija pač neodvisna, no? Tako od. Ampak to ni samo de Gaulle'ova pač posebnost, to je pač ko Francija nasplošno, no? Isto, tako, če pogledaš Sueško krizo, ne vem, če poznate, pač leta 56 je Nasser pač nacionaliziral Sueški prekop in potem so Francozi in Angleži se nek skrivni pakt z Izraelci naredili, da bojo pač zavzeli ponovno Sueški prekop in izraelska vojska je dejansko po pomoči pač angleškega francoskega letalstva prišla do Sueškega prekopa in potem je Amerika posredovala in pač rekla pač ne, vi tega ne boste naredili in pač oni so ostali, ko so ostali brez podpore, tega niso mogli vzdržati pač te vojne. Mislim so, da bodo Američane prisilili z izvršenimi dejstvi, da jim pomagajo. Recimo Francija je pač že takrat, ko še ni bilo de Gaulle'a sprejela pač odločitev, mi moramo imeti, da tako ankoli ne moramo, pač ne rabimo ankoli za nič Američane vprašati. Predvsem, ko Velika Britanija ugotovila, nikoli ne smemo več biti v tej poziciji, da delamo kaj, kar nam Američanom ni všeč. No. Tako pač, to ni samo Francija, ampak ja, sigurno ima neke splošne posledice. No. Še kakšno vprašanje? No. Na to, če se prav spomnim, Francozi niso šli zraven tega iraška vojna. Ne? Ja, So bili pa tudi Američani, so imeli freedom. Ja. A to je v bistvu isto, pač to je, ista kultura? se mi zdi, da to je isti sentiment. Ja, to se mi zdi, iraška vojna pač kolikor človek lahko razbere iz tega, ker recimo tako, če bereš tako, Angleži so dejansko naredili ful dobro revizijo, uradno revizijo odločitve za tega, da se pridružijo iraške vojske, kar je pač ta Chilcot report. In kolikor se da razpraviti, ugotoviti je, da v bistvu Tony Blair in britanska vlada rekla leta 2002, ok, Američani imajo neko ful traumatično situacijo zdaj s tem 11. septembrom, mi ne smemo biti ne z njimi. In pač je to bila tako ful pomembna pač stvar, s katero v bistvu Blair svojo lastno vlado v bistvu uspel prepričati, da je to podprla. Ne? Medtem, ko Francozi, ja, pač so rekli, to je tako kot Alžirija, bo ratalo, bo to tako, kot smo imeli mi v Alžiriji, pač naredili bo tega državljanska vojna, to bo katastrofa. Ja, mislim, dobro, to je zdaj. Sam Franca pač... Ne, on se manj zdaj držali. I guess, no, ampak... Jaz smo še neki, a je konsenz za drug blok jedrske? Kaj tukaj? Neče, v parlamentu. Ja. Samo NSI, če poslušaš, ne vem pač, kako bi se vsi predelili, no? Ampak po moje je, ne? Pač. Rabel bomo, ne? Smo hoteli internet po televiziji. No, ampak recimo, to si človek lahko predstavlja, kako bi izgledal, ko bo pač, če se odloči Slovenija za drugi blok, pač to je projekt, ki bo stal 10 milijard. Ja, skoraj reda velikosti slovenskega proračuna. Ja, ampak je bolj pogled, da sporediš več.
Ja, pač toliko let razporediš, ampak vsem pač tukaj boš dobil tako par tisoč ljudi, ki bojo tukaj pač v bistvu imeli službe za 40 let, oziroma ki bojo pač nekako, mislim, tukaj pač tak projekt v bistvu vzpostavlja neko neko novo elito, no, nek nova igra. Recimo, tako, kaj se zgodi, pa recimo, če ni tega, pa se pač pa je pač recimo rešitev, ne vem, neka kombinacija uvoza pa sončnih celic. Pa na drugi strani pa dobimo tako neko najbrž ne veliko količino, ampak pač nek ekosistem privatnih sončnih elektrarn, pa nekih middlemanov, ki bojo pač nekako združevali te, pa Če govorim, če vem, pa govorim. neke te stvari, no, tako. A ne? Ja, to tudi, ampak tako se predstavljamo, kakšne drugačne pač elite vznotraj pač teh, na tem področju dobimo, če se glede zelo neke take tehnične stvari odločimo. No. Jaz bo še pač neka stvar, ki se je malo menil, se mi zdi, da nima najbolj razdelana, je to sončna situacija. V Nemčiji smo imeli ta hardware čudež na rekovajih, na katerega so se bolj pridno sklicevali pri pač temeljevanju šok terapije. Ampak pač rekel si, da nekako to soočanje z inflacijo v Franciji po drugi svetovni vojni ni bilo najbolj uspešen. Me zanima točno, kaj, mislim, kako se s tem soočala, šlo za regulacije cen, v bistvu so bile regulacije cen, so bile ful politično problematične in se zaradi tega niso tega posluževale. Ne? In potem je pač to je bil v bistvu predlog, ne? Da se pač zelo direktno dvigne pač napade to, pa da se recimo prepove dvigati plače pa to naprej. Ne? Sam pol si imel pač recimo, mislim, da leta 46, ampak dobil si neko serijo pač stavk v rudnikih, pa tudi v neki drugi industriji in v bistvu zaradi tega, da je država politično pač preživela, iz političnih pač teh ciljev so v bistvu popustili in pač dvigali plače in tako naprej in pač to se je v bistvu preneslo naprej v druge produkte in tako naprej. No. Pač v bistvu nasplošno pa pač Francija se sprijaznila s tem, da bo imela višje stopnje inflacije, dokler pač niso pol pač vsem začeli pač s temi klasičnimi monetarističnimi metodami pač to omejevati. No. A bi znal primerjati nemški pa francoski model, mislim, uspešnosti? Na področju inflacije? Ja. Ne, to me preveč vprašaš. No. Tako, mogo malo študirati. Ja. Ampak pač splošno je pač tudi, da se Nemčija pač mislim pač zgodovinskih razlogov pač naredila to neko nacionalno zgodbo iz tega, da je pač hiperinflacija pokopala Weimarsko republiko kot nek politični projekt in pač posledično vodila v nacizem in pač da je inflacija pač strašno problematična medtem, ko je pač Francija videla nek konflikt med delavci in kapitalom kot tisto, kar je pač privedel pač Francijo v drugi polovici 30-ih praktično na rob državljanske vojne in da so pač tukaj imeli popuščalno in pač sprijazno se z visoko inflacijo. No. Jaz bi se še to, da se tole Firenško šolo, regulativno šolo uvedel. Razumem, da pač po zatonu tega, da bi imela država ali pa neka naddržavna institucija nek čisto konkreten cilj, ki dobi z nekimi čisto konkretnimi ukrepi prek nekih ali monopolnih firm ali oligopolnih firm z nekimi kvotami in podobno, kot se zdaj v Franciji predstavlja, uresničili, ne? Da pridemo do tega, da tovrstne institucije, ki v bistvu znajo
s nekimi čisto formalnimi pravili odpirati neke trge, v bistvu postavijo formalni okvir, znotraj katerega ne se potem pač odvije bitka konkurence. A praviš, da se plansko-gospodarsko vrača zaradi tega, ker pač vsi neke inštitucije so lahko imela neke čisto konkretne cilje, ampak teh konkretnih ciljev pač niso hoteli priti do njih z nekimi konkretnimi ukrepi, ampak pač odpreti neko polje in potem se zgodi, ker se zgodi. A zaradi tega, ker pač zeleni prehod, naprimer, če gledamo pariški memorandum, imamo tukaj pač neke čisto konkretne cilje, pač zapisane. To smo se že na radiju pogovarjali, na to, da mi smo hoteli najprej v bistvu na isti način, torej vzpostaviti neke formalne pogoje, znotraj katerih se bomo s pomočjo nekih tržnih finančnih mehanizmov razogličili, a to potem misliš, da smo ugotovili, da s tem ne bo šlo, pa bo treba pač bolj konkretno poseči zadeve, ali kaj je ta napoved, da se plansko gospodarstvo oziroma planski načini vračajo? Ja, mislim, bolj pa ne to, no. Se mi zdi, da pač se pač je neko zavedanje, da pač to ni, da to ne bo nikoli toliko hitro se moglo zgoditi kot pač zeleni prehod, mislim, to razogličenje, zeleni prehod, te stvari so ratale tako neka taka, pač zelo močno so vstopili v ideologijo neke vladajoče elite, da tako rečemo, ne, ker recimo tako na najbolj tak banalen način vidiš o tem, pač kaj se dogaja tako na nekem, recimo, ne vem, na Davoškem, pač tem ekonomskem forumu, ne, kjer se dejansko pač te ljudje iskreno začnejo ful pogovarjati o tem, koliko je to grozno, pa da moramo narediti, ne. In tako pač lahko se tako malo zabavamo o tem, zakaj, kdaj so se to spomnili, ampak pač dejstvo je, da je pač to nekaj, kar je vstopil v nekaj, kar pač ta, kar se smatra kot pač ful pomembno vprašanje, ne. In ja, se mislim pač, da je tako ful velik pritisk, da je treba moramo investirati v to, in pol, država bo investirala, sem pač pol, če rečeš, zdaj imamo pa tako, ne vem koliko, 10 milijard velik plan, ali pa ne vem kaj, pol pač v bistvu, se mi zdi tako, skoraj bi rekel, tako pa to zdaj malo na pamet govorim, ampak da se je prvo zgodilo to, da je bil ful velik političen pritisk, da je treba, da mora država pač dati denar za to, in potem, ko je bil enkrat na mizi, zdaj bomo dali ful denarja za to, potem se je začelo vprašati, kako bomo pa, kaj pa s tem narediti, ne. In pač so bile subvencije dovolj, ko se je treba... Ja, pa pač ko, če rečeš, tako se mi zdi, da tako pač na nek način ta korenček, ki pač je tukaj pač se mislim, tega gore denarja in pač vprašanje, kako ta denar porabiti, v bistvu tisto, kar vodi v razmišljanje o tem, da pač se razmišlja tako o planiranju tega prehoda. Če pogledaš v tem smislu ta paket investicijski ameriški, ne, so ga lani sprejeli in ga začenjajo izvajati. In pač to, da je Evropska unija zmeraj nima nič zares takega. Ampak po drugi strani pač tu pač država končno pač nekaj investira, ali pa mislim, da je mogoče dobro končno, če američani to kaj delati. Ampak zmeraj pač ne zares, ko bi rekel, kontrolira tega. Ja, mislim, Amerike je pač zgodba ta, da pač ful močno kontrolirajo tiste sektore, ki so najbolj vezani na to, kar vidijo kot ključne stvari za to geopolitično rivalstvo s Kitajsko, ne. Vem, pač, kjer država dejansko kontrolira tako zelo direktno ful enega keša, so pač ti mikročipi, ker pač smatrajo, da so mikročipi pač neka ključna tehnologija za to, da
bojo pač se postavili po robu Kitajski in da so ugotovili so, da so tukaj izgubili nek primat tehnološki in pač tako. Mislim, se pogledaš recimo ameriško ladjarstvo postaja praktično izključno za to, da dela ameriške vojaške ladje. Ameriški tekstilna industrija dela skoraj samo pač uniforme za ameriške vojake. Tako, vse kaj bi se našli. Sam, ja, ne vem, koliko sem odgovoril na to vprašanje, no. Si mi vprašanje, ampak ja, ne. Mislim, ni, pač investiraš lere, če spraš nekam v pač električne javke, kaj je glavno. Ja. Pač, je to nek zelo ta, to bi rekel, privatni način. Ja, pa zelo je tako pač, mislim pač, ja. Nekaj, kar je popularno na trgu, to bi rekel, mislim, ne vem, to ja, ampak je pač tako. Racionalni električni javki, mislim, ni bilo racionalno pač učiniti avte, mislim pač. Ja, ampak pač na nek način je to neka izbira, ne, kar se je rekla, ne, da je pač, pač to tisto področje, ki ga bomo pač ful prioritizirali, električne avte, ne, pa pač ja, nismo izbrali pač javnega prevoza, ampak pa v Ameriki javni prevoz itak tako. Mogoče na tej točki lahko lepo povežemo, da ste vabili, da si ogledate predavanje z 3 tednov nazaj Reje Kuhar o long-termizmu ali dolgoročništvu, ki na nek način iz ideološkega vidika nastavlja točno te debate v ameriškem polju. Vabilo. Je že na YouTube. Še kakšno vprašanje? Sicer pa sklenemo, hvala, ko ste prišli. Vabimo vas najprej naslednji teden, ista ura, isti plac. Predaval bo Uroš Vikanovič, ki ga bom izkoristil tam, da pove, o čem bo predaval. O socialdemokratskem planiranju mest na drugo in tretjo internacionalno. O modernistični arhitekturi, mogoče se bo slišati. Uroš Vikanovič, prihodnji teden o modernistični arhitekturi. Mi vas usmerjamo tamle okoli Šanka, ne bi bil nek kako se reče, Šparovče. Naj v Kosoberice.